Ura je 6 zjutraj, smo v ledni dvorani in obuli so mi drsalke. Jaz upam, da ne padem na ledu, takoj ko stopim gor. Kaj imaš tole gor? Tu so pa ščitniki, to je pa zelo razseklina, ne nič. Kaj so pa te zobki tu? Ja, v bistvu te zobčki ti pomagajo za odriv pri skokih. Okej. Upam, da ne padem. Okej. Takoj greš v kolena in se odrinjaš v eno nogo. In potem takole? Ja, in boš to zraven pa roke v stran. Zala drsa neprimerljivo boljše od mene, logično, trenira že 10 let. In tudi ustavi se zelo drugače od mene. Zdaj, a sem jaz že malo prepozna za začetke takega trenirati? Ja, za takle vrhunski nivo umetnostnega drsanja so že drsalke neprimerne. Začetki v bistvu tega športa so nekje med 3. in 6. letom, ko se koordinacija pa ravnotežje najbolj razvijata. Jaz pa drsam v bistvu zato, ker mi to predstavlja neko sprostitev. Zelo rada nastopam pred sodniki in pred ostalimi gledalci. Tudi zelo rada tekmujem, sem zelo tekmovalna oseba. A si že kje zmagala? Ja, A bi kdaj šla na olimpijske igre, če si tako tekmovalna? ja, neko željo imam. Treniraš z mislimi na olimpijske igre? Seveda. Ja. Za vse to rabijo zelo veliko tudi kondicijskih treningov, treningov baleta, plesa, raztezanja, moči, vzdržljivosti. Pokrčiš kolena in se odrinjaš, pa nazaj skupaj. Aha. O, bravo. A me boš ujela, če padem? Bom. Smo že imeli nekaj drsalcev, ki so se uvrstili na olimpijske igre in planiramo, da se bo še kdo, že morda naslednji. Zdaj grem v Zali in vprašati, če se kaj vrti, ker pogledajte, kaj počne. To je bila zdaj kombinirana pirueta. O moj bog. V bistvu greš samo izpadni korak, tako kot na suhem, samo da ne greš na špico, ampak daš nogo v stran. Ja, ja. Vse za začetek te gre. Ja, mislim, da bodo zahtevnejši triki ostali za naslednjič.